Tudi pritoževanje v trenutkih teme lahko postane molitev, vendar pa se moramo varovati pred teatralnim pritoževanjem. Na to je papež Frančišek opozoril med mašo v kapeli doma Svete Marte v torek 30. septembra, med katero je spomnil na vse tiste, ki živijo resnično velike tragedije, kot kristjani, ki so bili zaradi svoje vere odgnani z lastnih domov. V homiliji se je papež sicer naslonil na besede iz Jobove knjige. Dejal je, da je bil Job postavljen na preizkušnjo, izgubil je namreč svojo družino, vse dobrine, zdravje, celo njegovo telo je postalo ena sama odvratna rana. V tistem trenutku je izgubil potrpljenje in izrekel je vse grde besede, toda odvedno je bil navajen govoriti resnico in to je bila resnica, ki jo je občutil v tistem trenutku. Tudi Jobove besede so molitev, kot je razložil papež, moliti namreč pomeni biti pred Bogom v resnici in Job je naredil prav to. Moli se z resnico, prava molitev prihaja iz srca, iz trenutka, ki ga nekdo živi, je poudaril papež Frančišek. Mnogi dobri ljudje kot Job niso razumeli, kaj se jim je zgodilo, zakaj je tako, kot je. Mnogi bratje in sestre nimajo upanja. Pomislimo samo na tragedije, velike tragedije, naprimer na te naše brate, ki so jih izgnali iz njihovih domov samo zato, ker so kristjani in so tako ostali brez vsega. Takole se lahko sprašujemo, Gospod, verjel sem vate, zakaj? Ali verovati vate pomeni prekletstvo? Mi, ki nismo bolni, nismo lačni, nimamo večjih potreb, je nadalje opozoril sveti oče. Pa takrat, ko je v naši duši le malo teme, že verjamemo, da smo mučenci in ne nehamo moliti. Nekateri pravijo, da so na Boga jezni in zato ne gredo več k maši. Povod za to je po papeževih besedah nekaj majhnega. Pri tem je spomnil na sveto Terezijo deteta Jezusa, kako si je v zadnjih mesecih svojega življenja prizadevala premišljevati o nebesih in je v sebi slišala glas, ki je govoril, naj ne bo neumna in naj si ne dela utvar, saj ni ničesar, kar bi jo čakalo. Večkrat doživimo tudi take situacije. Sveta Terezija je še naprej molila in prosila za moč, da bi v temi lahko šla naprej. Tako nas kliče k potrpežljivosti. Naše življenje je prelahko, naše pritoževanje je teatralno. Naše tožbe niso nič v primerjavi s tožbami tolikih bratov in sester, ki živijo v temi, ki so skoraj da izgubili spomin in upanje, ki živijo v izgnanstvu, ki so bili izgnani tudi iz samih sebe. Tudi Jezus je šel po tej poti, je dejal papež Frančišek.